In prehajamo na 14. točko, predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 14/1. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, magister Matjaž Srša, Katarina Vegelj, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Lidija Božič. Besedo ima gospa Marija Kos. Izvolite. Lep dober večer vsem. Pred nami je predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi. Proračun je vsake občine osnovni dokument, s katerim občina določi programe, pravice, porabe in vse javnofinančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti za posamezno proračunsko leto in v NRP programih za tekoče leto in naslednje triletno obdobje. Proračun kot splošen akt občine obravnava in sprejme občinski svet. V proračunu morajo biti zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter občine ter vsi odhodki in drugi izdatki občine, ki se porabijo za posamezne namene financiranja javne porabe. Predlog odloka občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Podlaga za načrtovanje prihodkov za leto 2021 je obseg primerne porabe za občino Kamnik za leto 2021. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Ministrstvo za finance ugotovi višino primerne porabe posamezne občine na podlagi povprečnine, ki znaša letos 628 evrov na prebivalca, kar znese za občino Kamnik 18.154.563 evrov na podlagi števila prebivalcev občine in korekcijskih faktorjev, ki so sestavljeni iz površine občine, dolžine lokalnih cest in javnih poti in prebivalcev mlajših od 15 let in starejših od 65 let. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi se odlok spreminja v 2. členu glede na višino razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov, potem v 9. členu so k obstoječim skladom dodana še sklad za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. in sklad za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov. V 15. členu pa je načrtovana zadolžitev povečanja iz 279.365 evrov na 5.279.365 v skladu z investicijskim programom, ki je bil obravnavan na prejšnji seji za izgradnjo Oša Frana Albrehta s 5 milijonov v letu 2021 in 5 milijonov v letu 2022. Tako znašajo skupaj razpoložljiva sredstva, ki 32.638.988 evrov, od tega je za občino Kamnik 32.119.000 in za krajevne skupnosti 519.497 evrov. Na strani izdatkov imamo potem to, kar sem vam zdajle povedala, na strani prejemkov pa imamo 31.684.000 evrov z občino in 171.000 za krajevne skupnosti, kar znese skupaj 31.855.000 in pa še prenos sredstev iz leta za občino Kamnik iz leta 2021 435.000 evrov in za krajevne skupnosti 347.000 evrov. Iz tabele je bilo razvidno, da je občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako pa je tudi krajevne skupnosti vsa razpoložljiva sredstva razporedila na odhodke. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi je upoštevano načelo uravnoteženosti proračuna. Krajevne skupnosti imajo upoštevan ocenjen podatek o prenosu sredstev iz preteklega leta, ki je enak stanju sredstev iz preteklega leta, stanju sredstev na njihovih transakcijskih računih konec leta.
Pri občini Kamnik podatek o prenosu sredstev iz preteklega leta predstavlja ocenjen prenos nenamenskih sredstev v višini 435.315 evrov. Točen podatek o prenosu sredstev iz leta 2020 v leto 2021 bo ugotovljen z zaključnim računom občine Kamnik za leto 2020 in bo upoštevan pri pripravi gradiva za rebalans proračuna občine Kamnik v letu 2021. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi so podane tabele, v katerih so v stolpcih za splošni in posebni del proračuna občine Kamnik za leto 2021 prikazani naslednji stolpci. Realizacija v letu 2019, sprejeti proračun za leto 2020, veljavni proračun za leto 2020, realizacija proračuna v obdobju od januarja do oktobra letošnjega leta, načrtovana sredstva za leto 2021, indeks realizacije v obdobju januar-oktober glede na veljavni proračun in indeks načrtovanih sredstev za leto 2021 glede na veljavni proračun. Med prvo in drugo obravnavo so spremembe na strani prihodkov glede na sprejet odlok oziroma metodologijo o izračunu cen, ki smo jo imeli na prejšnji seji, so povečani prihodki za vodovod za 278.800 evrov, potem prihodki iz naslova podeljenih koncesij pa so zmanjšani na vodooskrbi za 50, na odvajanju odpadnih voda za 30 in na greznicah za 5.000 evrov. Zmanjšujejo se prihodki iz naslova javnih del za 10.000 evrov na podlagi sprejetega zakona o finančni razbremenitvi občin se ocenjuje 20.000 evrov več prihodkov, kredit je upoštevan v višini 5 milijonov in prenos sredstev iz preteklega leta v letošnje leto je povečan za 116.000 evrov. Na strani odhodkov pa se spreminjajo postavke v občinskem svetu, podobčinski svet, in sicer se stroški svetniških skupin v višini 31.000 evrov prenašajo v sklad. Sklad je oblikovan v višini 92.097 evrov, ker vsebuje že tudi prenos sredstev, ocenjen oziroma pač kakor zdajle ocenjujemo do konec leta v naslednje leto. V uradu župana se zmanjšujejo sredstva za civilno zaščito, ker naj bi del stroškov za zavarovanje gasilcev prevzela država na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin. Potem na oddelku za premoženjske in splošne zadeve se zmanjšuje postavka za urejanje zemljišč, na oddelku za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe in finance se povečuje postavka za odplačilo kredita glavnica, ker smo v pretekli seji tudi sprejeli pogodbo za nakup zemljišč v bivšem KIK-u in iz tega naslova se bo najel kredit, ki ga bo potrebno v naslednjem letu začeti odplačevati. Zaradi tega je bilo potrebno umestiti v proračun tudi odplačilo glavnice in obresti. Potem upoštevan je bil predlog iz prve obravnave, da se poveča postavka za pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov za 2.000, postavka za šolanje v srednješolskih programih za 2.000 evrov, zmanjša pa se oskrba zapuščenih živali za 4.000 evrov. Potem se zmanjšuje postavka za izgradnjo pločnika Špitalič od gasilskega doma proti Motniku, ker bi naj del teh stroškov prevzela država, občina naj bi zagotovila samo projekte. Povečuje se postavka zbirni center za ravnanje odpadkov, kot ste že potrdili tudi v investicijskem programu prej pod točko 3. Investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov se poveča za 130.000 evrov. Na oddelku za družbene dejavnosti je prisotnih malo več sprememb, ker se glede na zakon o finančni razbremenitvi občin upošteva zmanjšanje odhodkov iz naslova zdravstvenega zavarovanja občanov za 153.000,
Zdaj povedati je treba, da vse račune iz letošnjega leta, ki bojo zapadli v mesecu januarju in vse ostale obveznosti, je občina še dolžna pokriti. Potem je povečana postavka za enkratne denarne pomoči, spreminja se postavka za družinske pomočnike, javne delo, mrliško-ogledna služba. Potem upoštevan je bil predlog iz prve obravnave, da naj se uskladijo postavke za knjižnico in muzej. Prav tako je bilo potrebno uskladiti postavke glede vrtca, umestila se je noter investicija oziroma nakazilo v sklad za šole, pa investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je povečano za 40 000 evrov. Na oddelku za prostor je zmanjšana postavka za sofinanciranje izdelave PIA, na oddelku za razvoj in investicije pa kolesarske povezave Kamnik-Vodič in gorenjska kolesarska povezava, skupaj povečana za 2500 evrov. Načrtovani prihodki proračuna po ekonomskih namenih so v letu 2021 načrtovani po posameznih skupinah prihodkov v skupni višini 26 576 000 evrov, in sicer za občino Kamnik 26 404 000 evrov in krajevne skupnosti 171 797 evrov. Davčni prihodki predstavljajo 80% oziroma 21 milijonov. Nedavčni prihodki 2 milijona, kapitalski prihodki 388 000, transferni prihodki 1 780 000, prejete donacije 700 evrov in prejeta sredstva iz EU 226 000 evrov. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po posameznih skupinah odhodkov v skupni višini 32 051 000 evrov, in sicer 31 532 na strani občine Kamnik in krajevne skupnosti 519 000 evrov. Tekoči odhodki predstavljajo 12 702 000 evrov oziroma 39%, tekoči transferi 11 milijonov, kar predstavlja 34%, investicijski odhodki 7 531 oziroma 23% in investicijski transferi 764 000, kar predstavlja 2,4%. Po posameznih področjih porabe proračunskih sredstev je razvidno, da urad župana porabi 3 milijone, župan, občinski svet in nadzorni odbor so minimalni stroški, potem oddelek za premoženjsko-pravne zadeve 1 074 000, oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarska javna služba in finance 7 390 000, oddelek za družbene dejavnosti 17 821 000 oziroma 56,6% od vseh odhodkov, oddelek za urejanje prostora 622 000 in oddelek za razvoj in investicije 1 133 000 evrov. Predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 v drugi obravnavi so predloženi tudi NRP-ji v skladu z znanimi programi in novimi dejstvi med prvo pa drugo obravnavo, da bo občina Kamnik lahko kandidirala na raznih razpisih v letu 2021 in naslednjih letih. Hvala za pozornost. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Igor, ne slišimo te? Ja, mislim, da bi me mogel. Evo, zdaj pa je. Saj še nisem nič povedal. Aha, okej. Proračun, prva obravnava, druga obravnava, kaj se je vmes spremenil. Za občino Kamnik se je spremenil skoraj za 300 000 evrov to, da je bil sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo občini Kamnik na področju zdravstvenega zavarovanja občanov, družinskih pomočnikov in pa mrliško-ogledne službe prinesel skoraj 300 000 evrov prihrankov. Tisto, kar bi moglo biti že sprejeto
v začetku leta oziroma konec prejšnjega leta je končno prišlo zdaj na vrsto in jaz sem vesel, da je Državni zbor to sprejel in kljub temu, da je bil to predlog opozicije, da so ga tudi večinsko koalicijski poslanci potrdili. Pa še na tisto prejšnjo obravnavo, zdajšnja obravnava, malo sem šel čez odgovore, ki jih je občinska uprava namenila naši razpravi v prvi obravnavi. Ko smo govorili o dogodkih Zavoda za turizem, šport in kulturo, me je zmotil odgovor, kjer občinska uprava navaja, kateri dogodki so bili odpovedani zaradi korona situacije. Jaz osebno se ne spomnim pivovarskega festivala v letu 2019, pa me lahko potem popravite in dvomim, da je bil zaradi korona situacije odpovedan. Prvomajsko kresovanje je bilo zadnje izvedeno leta 2018, odkar je župan Matej Slapar prvomajskega kresovanja na Starem gradu ni več in razlog ni korona situacija. Veronikin tek je bil po mojem mnenju in pa vedenju odpovedan zaradi slabega vremena. Če ste ga pa odpovedali zaradi korona situacije, pa kot izgovor dali vreme, je pa potem druga stvar. In pa še ena zadeva, kar se tiče dogodkov, ki jih organizira Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Čakajo nas 50. jubilejni dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Jaz si srčno želim, da se bo situacija spremenila do jeseni, v tej meri, da bomo ta festival lahko izvedli, se pa bojim, da bo 65.000 evrov ali pa zgolj 15.000 evrov več od Kampfesta dovolj za to, da se festival primerno obeleži 50-letnica tega edinstvenega festivala. Vprašanje naprej, 15.000 evrov namenjenih obnovi hidrantnega omrežja. Zanima me, ali obnavljamo kompletno hidrantno omrežje v občini ali je tukaj mišljeno samo hidrantno omrežje, ki se navizuje na vodooskrbo iz zajetja Ivarje oziroma na vodovodni sistem, s katerim upravlja koncesionar komunalno podjetje Kamnik. Kot uporabnik vlaka in pa parkirišča P+R, čeprav zdaj v tej situaciji nekoliko manj, imam vprašanje, kdo je lastnik kartomata na novem parkirišču P+R in kdo z njim upravlja. Je to občina, ali so Slovenske železnice? V proračunu sicer občina namenja nekaj denarja. Ponedeljek zjutraj se verjetno ste videli po družbenih omrežjih, sem šel z vlakom v službo, kartomat ni delal in nisem mogel karte kupiti. Tam posledično sem na črno, bom rekel, parkiral tudi na P+R, ker nisem mogel si pridobiti parkirne karte. Potem sem pa tukaj po mojih zapiskih pridem do gasilske situacije. Res je, prisluhnili ste vodstvu Gasilske zveze Kamnik, namenili nekaj več denarja za delovanje Gasilske zveze Kamnik, kar je pohvalno. Kot drugo me je pa zmotilo v odgovoru to, da občinska uprava navaja, da stanje glede gasilskih domov v občini Kamnik ni alarmantno. Res mogoče ni alarmantno, ni pa povsem zadovoljivo, to pa mislim, da vsi vemo. Prostovoljno gasilsko društvo Duplica namreč si že nekaj časa želi priti do novega gasilskega doma in tukaj bo enkrat jasno treba povedati, kaj bo občina Kamnik naredila. Kar nekaj gasilskih domov je starih, pa starejših, zagotovo bo potrebne v kratkem tudi večje investicije, tudi zaradi nabave novih gasilskih vozil. In tukaj bo treba nekoliko drugače pristopiti, kajti 10.000 evrov letno, kolikor se namenja za vseh 13 oziroma 12 gasilskih društev, Kamnik je posebej, je premalo, da bi lahko speljali kakršnokoli večjo
investicijo kjerkoli. Potem gasilska društva delajo to v lastni režiji na način, da se gre od hiše do hiše, pa morajo občani prispevati sredstva za to, da lahko zagotavljamo gasilsko službo, kar je sicer zadolžena občina, ampak gasilci se moramo pač znajti po svoje. In mislim, da bi bilo prav, da se celostno ureja ta zadeva. Društev nas je 13, ne 12 plus 1. Mi je tudi malo čudno, no, da te obrazložitve so zelo podobne nekaterim dopisom, ki sem jih slišal tudi na upravnem odboru Gasilske zveze Kamnik, pa naj jih ne bi pisala občinska uprava. S tem, ko smo povišali ceno vrtcev, smo prišli tudi do tega, da občini ni treba več plačevati oziroma namenjati sredstev za bazar. Letošnji bazar je sicer koronavirus odplaknil, bom rekel, ampak plačati bi ga mogli pa starši. V obrazložitvi je lepo navedeno, da je z višjo ceno vštet ta izvedba bazarja tudi v to, kar se mi ne zdi prav. Novoletni bazar je vendarle nek dogodek v občini Kamnik bil, kamor so prišli tudi otroci, ne samo vrtčevski, ampak tudi osnovnošolski, in se mi zdi prav, da bi občina vse nekoliko prispevala tudi k izvedbi bazarja. Pločnik Podhruška Srednja vas, gospod Rifel je dal pobudo, da se zgradi tudi ta pločnik. Odgovor je, da je 1. decembra bil objavljen razpis oziroma zaključen razpis, da se bo podpisala pogodba in se bodo dela pričela izvajati. Zdaj, tisti, ki se vozimo po Tuhinjski dolini, vidimo, da so dela v teku, da je en del pločnika že zgrajen. Me pa moti to, da smo začeli izgradnjo pločnika v letu, kjer ta znesek, ta strošek ni bil v proračunu. Kljub 4 rebalansom te številke nismo nikjer videli. In proračun občine je vendarle nek dokument, ki ga sprejme in potrdi občinski svet, kljub temu, da je župan predlagatelj. In jaz pričakujem, da župan dela tako, kot mu občinski svet naloži, in troši tisto, kar je pač namenil. Zdaj, izvajati neke ukrepe, saj bomo dali v proračun za naslednje leto, pa na zalogo delati, pa ne vem, če je čisto ok, pa da ne bo kdo me narobe razumel. Seveda sem za to, da pločnik tam je, bi pa spet opozoril na to, da ne bo tudi javna razsvetljava takšna, kot je potrebno, kot si želimo. No in na koncu pa pridemo do te nesrečne glasbene šole. Naša svetnica je na prejšnji seji opozorila na problem, da v proračunu ni sredstev za tekoče vzdrževanje in pa za materialna sredstva za glasbeno šolo. Gospodu podžupanu, ki je zadolžen za področje družbenih dejavnosti, se ni zdelo vredno pojasnjevati. Njegov odgovor, jaz sem šel še enkrat gledati sejo, je bil, sem že na odboru vse pojasnil in se ne bom ponavljal. Nismo vsi na odborih, sicer se pogovarjamo o tem, kaj se je na odborih dogajalo, ampak se mi zdi prav, da je razprava, tudi če smo v poznih urah, takšna, kot mora biti, in si vsi zaslužimo odgovore. Jaz sem potem prebral to revizijsko poročilo, ampak moram reči, da jaz nisem videl, da bi v revizijskem poročilu kjerkoli pisalo, da občini ni treba financirati glasbene šole. Na to je kasneje opozorilo tudi Ministrstvo za izobraževanje in občina je tukaj bila v prekršku. Kršila je namreč 82. člen Zakona o organizaciji. Očitno ste presegli čas. Občina ni bila v prekršku, občina bi vse dela tako, kot je treba, tako da
Besedo ima Cvetka Slapnik. Hvala za besedo. Proračun za prihodnje leto podpiram, bi pa se dotaknila par zadev, in sicer pohvalila bi, da se kar nekaj sredstev namenja za kolesarske povezave in poti. Sredstva gredo tako za kolesarsko povezavo Kamnik-Godič, kot tudi za povezavo od Kamnika proti Ljubljani. Si pa želim, da bi se dogradila tudi kolesarska povezava skozi Tuhinjsko dolino, in da se na ta način tudi povežemo še s sosednjo občino Vransko. Že na prejšnji seji sem pohvalila povišanje sredstev za redno delovanje gasilskih društev in pa gasilske zveze. Podana je bila tudi pobuda, da bo potrebno v prihodnjih letih nameniti sredstva za gradnjo oziroma obnovo gasilskih domov. Pa bi se tudi jaz na tej točki še malo dotaknila te teme, tako kot se jo je gospod Žavbi pred mano. Torej, kot je bilo dogovorjeno med Gasilsko zvezo in pa občino, je Gasilska zveza Kamnik že ustanovila posebno komisijo za gradnjo domov. Kakor mi je znano, je komisija pripravila popis obstoječega stanja, tako glede legalizacije gasilskih domov, kot tudi popis potreb po obnovi oziroma gradnji le-teh. In kot mi je znano, se potem sodelovanje med občino in Gasilsko zvezo potem naprej ni več prišlo. Zdaj dejstvo je, da komisija ne more pripraviti nekega plana gradnje oziroma obnove domov, če nimamo niti približnega finančnega okvirja. Pač ne ve se, ali bodo sredstva na voljo čez 2 leti, ali čez 5 let, ali čez 10, ali pač ne vemo kdaj. Ne ve se, ali bo na razpolago 200 000 evrov ali 500, recimo. Tako da moje mnenje je, da mogoče ne bi bilo slabo, da se tudi za ta namen ustanovi sklad, pa bi v bistvu na ta način se lahko zbirala sredstva. Saj, če jih imamo že toliko, bomo pa pač še enega več imela, ne. Na tem mestu bi pa poudarila še eno zadevo, in sicer mislim, da bi bilo potrebno, da pri pripravi dolgoročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da občina sodeluje tudi z Gasilsko zvezo Kamnik. Tako se bo dejansko lahko oblikoval realen investicijski program za vseh 13 društev. Saj Gasilska zveza zelo dobro pozna stanje in realne potrebe vseh društev, torej ne 12+1. Prav tako je tudi GZ strokovno podkovana in mislim, da je to smiselno. Skratka, kot sem pa na začetku rekla, pa proračun za leto 2021 podpiram. Hvala. Hvala. Besedo ima Ivanka Učakar. Hvala za besedo, da se še vidimo. Takole, najprej glede prejšnjega obravnave. Hvala za odgovore, pojasnila in pa delno upoštevanje pripomb podanih na prvi obravnavi. Zvišala se bo postavka za sofinanciranje muzejskih programov z dodatnimi sredstvi v višini 5000, prav tako postavka plače v knjižnici Franceta Balantiča Kamnik z dodatnimi sredstvi v višini 20 000. Potem nadaljujem s tem, da upam, da se bo kljub COVID situaciji usklajevanje glede sistemizacije in soglasja za povišanje plače zaposlenih v Maistrovih hiši kmalu ustrezno zaključilo. Toliko za nazaj, sedaj pa za trenutno situacijo, za tole drugo obravnavo. Tokrat je bil pa moj pogled usmerjen predvsem v območje krajevne skupnosti Kamnik center in z zadovoljstvom ugotavljam, da so na postavkah investicijsko vzdrževanje dograditve vodovodnih sistemov in pa na postavki vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik, da so na obeh postavkah predvidene investicije. Sicer obnova vodovoda v vasi Žale, obnova vodovoda na Osnarski in Parmovi ulici v Kamniku, kar je bilo takrat še na pogovorih o prioritetah naše krajevne skupnosti še pod vprašajem. In tukaj se mi že kaže, da je ta predviden višji dotok Obrežnine pospešil načrtovanje, upam, da tudi izvedbo.
Glede kanalizacije je pa predvidena dograditev sistema na Žalah skupaj s črpališčem. Že na začetku, že za prvo obravnavo je bila pa zamišljena v proračunu prenova Tunške ceste od Cesarja do železniške proge, kar smo v naši krajevni skupnosti izrazili res kot prvo prioriteto in ta ostaja še naprej v proračunu in to nas res veseli, saj se zavedamo tega, da s tem na nek način zaključimo prenovo tega dela mesta, saj je zdaj že zgrajen P+R, posodobljena je železniška postaja Kamnik Graben, zdaj še, če prenovimo celovito prenovo Tunške ceste, potem je ta del nekako pokrit in se lahko usmerimo na kakšnega drugega in skozi to se mi kaže res to, da se upošteva krajevne skupnosti kot dejstvo in seveda glasujem za proračun 2021. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz bom žal nadaljevala tam, kjer je gospod Žavbi zaključil, gre se za glasbeno šolo. Prav vsi, ki ste bili na odboru v novembru, odboru za družbene dejavnosti, veste, da sem jaz opozorila, da na postavkah za glasbeno šolo na materialnih stroških, tekoče vzdrževanje glasbene šole in na postavki 2, 3, 4, glasbena šola najemnina, niso bila predvidena sredstva. Ne bom se tukaj ponavljala, je Igor pojasnil, kakšen je bil odgovor. Tudi jaz sem si pridobila to revizijsko poročilo in tudi nisem zasledila, da bi revizor v katerem koli delu svojega revizijskega poročila dejansko rekel, da gre lahko presežek da se upošteva za to. To se pravi, zdaj zakaj se je zgodilo to, kar se je, to sem izpostavila potem tudi na seji v novembru in pa ponovno na odboru za družbeno dejavnost v decembru. Zgodilo se ni žal nič. In tukaj bi bil, če ne bi danes prišlo do tega amandmaja, bi bil ta proračun v bistvu nezakonit, ker dobili ste mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tukaj bom kar prebrala iz dokumentov, ki jih je predložila glasbena šola Kamnik, je razvidno, da občina Kamnik za leto 2021 na postavkah materialnih stroškov glasbena šola, tekoče vzdrževanje glasbena šola in glasbena šola najemnina ni predvidevala sredstev. Prav tako je na postavki glasbena šola plače predvidenih manj sredstev kot preteklo leto. Za nemoteno delovanje glasbene šole je ustanovitelj dolžan zagotoviti sredstva v skladu z 82. členom ZOFVI-ja. To se pravi, podobno je tudi mnenje pravne službe, odvetnika Dina Bavka in veseli me, da je zdaj prišlo do dogovora in da bo amandma, da lahko zdaj v bistvu zadevo sploh nadaljujemo. Kar se tiče amandmaja zadnji odstavek, zakonodaja določa obveznosti 48. člen v bistvu financiranja in način porabe sredstev. Obstaja tudi zakon v zavodih in vse to, mislim, moram reči, da tukaj potem bi to moglo veljati za vse zavode v Kamniku, ne samo za glasbeno šolo Kamnik, tudi za Frana Albrehta in vse ostale zavode. Pa bom tukaj z glasbeno šolo kar zaključila. Prevozi, zanima me to, glede na pisno vprašanje, ki sem ga podala in na odgovor, ki sem ga dobila, na katerega bom še podala tudi odgovor. Bom sam izpostavila prevozi otrok v šolo, postavka 9.2.00. Predvidenih sredstev je bilo 427.090, realizacija je bila 323.766. Razlika je kar 103.324 evrov. Vemo, da pač ta realizacija je zaradi covida, zaradi šolanja na daljavi, in še vedno visok znesek realizacije, če upoštevamo vse lockdowne od februarja naprej. Tako da me zanima dejansko, koliko bo tukaj neporabljenih sredstev. S tem, da je bilo tudi nerealizacije sredstev 9.2.06, zimska šola v naravi, 13.000 realizacija 2015, to, da bi se za obdaritev kamniških otrok tudi po 40% lahko našlo kakšna sredstva, glede na to, da je Katja prej govorila tudi o tem, da rodnost pada in da so starši v stiskah in v težavah. Zdaj zanima me tudi,
tle, glede na to sem že spraševala tudi na odboru, zapuščene živali, zakaj in na postavki zapuščenih živali, ki se znižujejo stroški za 4.000 evrov, kaj je razlog temu, ali je to zdaj pomeni, da je v Kamniku teh živali manj? Skratka, kaj je razlog znižanja za 4.000 evrov? Tako da toliko zaenkrat, pa bom pol še. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Jože, mikrofon vklopite. Jože. Ja, imam že, evo. Hvala za besedo. Seveda se sami sklop. Smo tik pred koncem enega leta, ki je bilo seveda za nas vse in pa za cel svet precej čuden. Smo pred enim novim letom, se pravi naslednjo leto, ki sprejemamo proračun, podobni situaciji, zelo negotova zadeva bo verjetno v drugem letu. Če se bo stvari uredile, potem pa seveda vas verjetno čaka tudi neka gospodarska kriza, ki se bo še lepo pokazala v prihodnjih letih. Zdaj, kar se tiče samega proračuna za leto 2021, se pravi 2021, prebral sem te zadeve, kar je bilo spremenjenih noter. Imam tle samo eno vprašanje, nisem dobro mogoče razumel, zakaj se tega prihodki iz naslova podeljenih koncesij se črtajo, ne vem, je to v uniji cifri gor, se pravi prihodki od najemnine, ne vem, je to tisti ali je, ne vem, to mogoče bi potem želel odgovor. Drugače pa želel bi si, da tudi občina Kamnik proba še na kakšnih razpisih. Jaz verjamem, da je težko, ker smo pač v razviti regiji. Zato bi pozval, se pravi, tale oddelek za razvoj investicije, ne pač spremlja zadeve in proba, se pravi, še kakšen razpis, ki je najdeti, ki bi lahko tudi kakšno infrastrukturo na podeželju, na cestah uvrstil v kakšne te projekte. Čeprav zaenkrat tega nisem zasledil, ampak mogoče v kakšni bližnji prihodnosti se bo najdel tudi kakšen evropski denar mogoče za kakšne te projekte, ker moramo vedeti, da te ceste, ki jih pač imamo v Kamniku, sama občina verjetno bo to zelo težko, oziroma leta tečejo in seveda ceste so stare tam nekje po 40 let asfaltirane in bo zelo težko verjetno to sama sprot sanirala oziroma obnovila te ceste. Tako da to, druga stvar je mogoče, kar še bi rad njih prej bila debata v glasbeni šoli, ne vem, upam, da bi tudi imel občinski svet daj pristojnost, da glede na to, da je ustanovitelj, da bi tudi lahko te presežke, se pravi presežke prihodkov, lahko on sej malo razporejal oziroma sej dal kakšno sugestijo, kam ne grejo te, čeprav zakonsko nekje določeno, ampak mislim, da bi imel lahko več besede pri tem. Drugače pa si pravi proračun bom podprl, želel bi si seveda še več investicij, ampak zdaj pač ta šola bo verjetno glavna zadeva, ki bo v prihodnjih letih krojila investicije v Kamniku. Če smo se pač odločili, da jo verjetno bomo naredili, bo treba narediti in marsikakšna investicija seveda bo s tem prikrajšana. To so sorazmerno velika sredstva in upam, da bomo s tem čim prej začeli in tudi čim prej končali. Kar se pa tiče še ostalih kolesarskih povezav, tam sem videl, zdaj tole malo proti Ljubljani stoji, tudi kot je že rekla Cetka Slapnik, tudi Tuhinjska dolina bo pač mogla priti na vrsto počas za to povezavo in upam v bližnji prihodnosti, da bo tudi, se pravi, ta kolesarska povezava od Vranskega do Kamnika sprovedena. Drugače pa, ko ne rečem, jaz se danes ne več oglasil, če se ne več oglasil, vsem skupaj srečno zdravo, pa podprimo ta proračun, bomo videli, kaj bo drugo. Hvala. Hvala, Jože. Preden bom dal še kdo, dam besedo še Tonetu Iskri, ki se je prijavil meni na telefon. Tako da, Tone Iskra, izvolite besedo. Ja, hvala na besedi. Proračun je dober in ga podprl. Želim pa pohvaliti župana in občinsko upravo, oddelek družbene dejavnosti, kjer jo vodi Katja Vegelj, ker je v proračunu za leto 2021 kljub zahtevnim javnofinančnim razmeram nista prezrla šibkih in ranljivih članov naše družbe, ki so v letošnji krizi zaradi posledic pandemije še bolj ogroženi, ampak sta jim namenila primerna finančna sredstva.
Gre namreč za proračunske postavke z področja socialnega varstva, med katerimi želim izpostaviti zlasti. Prvič, enkratne denarne pomoči, za katere je predvidenih 20 tisoč evrov. Drugič, občinsko subvencioniranje pomoči na domu, za katero je predvidenih 150 tisoč evrov. S temi sredstvi pa občina Kamnik krije 78,55% višine cene, kar je trenutna cena za porabnika 3,46 evrov na uro, kar je ena izmed najnižjih cen za porabnika v državi. Doplačilo stroškov pomoči na domu, s katerim občina Kamnik krije del stroškov tistim občanom, ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve, pa tudi stroške občanom, ki so na podlagi zakona o socialnem vključevanju invalidov oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Hvala. Karla, Žan, predlagam, da se še enkrat prijavite. Še kdo? Besedo ima Bogdan Pogačar. Prosti Bogdan, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz bom proračun v drugi obravnavi podprl, bi pa izpostavil zame en najpomembnejši projekt, ki se vleče že iz 2020 pa 2021, to je pa zbirni center. Končno, ampak res končno Kamnik dobiva zbirni center za ravnanje z odpadki, ki je vreden tega imena. Predolgo se je vlekla ta agonija z zbirnim centrom in veseli me, da bomo v letu 2021 skupaj z občino Komenda dobili moderen, urejen in funkcionalen center za ravnanje z odpadki in končno izpolnili inšpekcijsko odločbo, ki nam je to nalagala že kar nekaj let. Seveda pa se tukaj ne smemo ustaviti, prenehati s temi aktivnostmi na tem področju, saj bomo morali zaradi velikosti in geografske razprostrtosti občine zgraditi vsaj še en manjši zbirni center na območju Tuhinjske doline. Na področju ravnanja z odpadki pa nas prihodnje zagotovo čaka tudi boljša ureditev ekoloških otokov in predvsem dvig kulture ločevanja odpadkov na ekoloških otokih, saj samo vzpostavitev infrastrukture ni dovolj, ampak je to osnovni pogoj, da skupaj pridemo do končnega cilja urejenih ekoloških otokov, zbirnega centra in ustrezno ločenih frakcij komunalnih odpadkov, da si bomo pač v tem našem Kamniku imeli urejeno okolje in da bomo nanj lahko ponosni. Zdaj, kar je Igor izpostavil, tudi pač vrtčevski bazar. Zame je to zagotovo dogodek, ki je pozitiven, inovativen, odlično organiziran in dobrodošel. Tako za starše, otroke in tudi za vrtec kot institucijo in tudi za Kamnik. Pomeni promocijo Kamnika in iz tega, iz mojega stališča, bi sofinancirati tako prireditev mogel ZTŠK in ne občina direkt. Ker mi za to Zavod za turizem, šport in kulturo tudi imamo, v bistvu kulture zanimamo več. Tako da v proračunu bi še izpostavil pač 615 tisoč evrov namenjenih sistemom za odvajanje odpadnih voda na področju zagotavljanja čistejšega okolja. Se pravi, tukaj mislim predvsem za zagotovitvi, da bo treba pristopiti k zagotovitvi odvajanja na Veliki planini, da bomo pač vodni vir Iverje zaščitili pred raznimi vdori ali morebitnimi vdori onesnaženih voda. Prav tako je dobrodošlo, da bomo lahko z višjo omrežnino na področju vodooskrbe pristopili k boljšemu upravljanju in hitrejšemu obnavljanju vodovodnega omrežja in po mojem mnenju, da je treba pristopiti k daljinskemu nadzoru pretokov in s tem sistematičnemu popravljanju omrežja in zmanjševanju vodnih izgub, ki so trenutno prevelike. Hvala.
Besedo ima Sandi Uršič, se upravičujem, Sandi, ker sem spregledal tvojo prijavo, ker je Bogo z velikimi črkami napisal in mi je prej padlo v oči, tako da izvoli. Če se seveda pač strinjaš s tem, da ni treba še enkrat ponoviti celotne procedure, tako da besedo ima Sandi Uršič. Hvala za besedo. Pač sem mislil, sem se narobe prijavil, zato sem se spodaj še enkrat. Ni problema. Jaz bom samo pokomentiral to, kar se tiče glasbene šole. Jaz sem pričakoval, da v bistvu moj predhodnik, bivši podžupan Igor Žavbi, pozna odlok o ustanovitvi in enako predstavnica občine v zavodu, kjer 35. člen jasno pravi, zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev občin, ustanoviteljic in sredstev občine Jezersko za dislocirano oddelek Jezersko. Z odlokom o proračunu občine Kamnik in odlokom o proračunu občine Komenda se določi letna višina sredstev za pokrivanje zakonom določenih obveznosti in nadstandardnega programa. Sredstva za pokrivanje obveznosti dislociranega oddelka Jezersko določi občina Jezersko. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače. Primanjkljaj prihodkov, ki zavodu nastaja pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti in tako naprej piše, pa pokrivata tudi potem občine. Tako da jaz nisem bil sicer seznanjen s tem, kakšna pošta, kakšno pismo je šlo na ministrstvo, bom pa z veseljem sodeloval pri pripravi odgovora za ministrstvo, ker bomo zraven tudi morali zapisati, če je naše ravnanje bilo nezakonito, to pomeni, da je ta odlok o ustanovitvi nezakonit. Tako da bo tudi ministrstvo na to morali podati predlog. In zakaj smo o tem razmišljali, da se teh 15.000 evrov pokrije iz presežkov, ker je bilo stanje presežkov na 31.12.2019 112.790 evrov. In tukaj v bistvu zdaj, če ste me poslušali, ko sem bral, v bistvu ni v tem primeru glasbene šole, ni občina Kamnik tista, ki predpisuje sredstva občinska, ampak je drugačen vrsten red. Se pravi, zavod predpisuje občini, kaj mu mora dati. In predstavnica občine v svetu zavoda je v bistvu, po mojem videnju, predstavnica direktorice na občini Kamnik. Tako da toliko za enkrat, jaz absolutno se bom podprl ta amandma, da zadevo za enkrat rešimo, ampak za naprej pa mislim, da moramo zadeve malo predebatirati, ker mislim, toliko ste že verjetno ugotovili, da imamo pač različne poglede v tem mandatu na rabo proračunskih sredstev v primerjavi s prejšnjimi mandati. Da malo gledamo na vsak evro in sigurno bom vsak moment k temu strmel, bom pa tudi vedno poskrbel za to, da bomo na zakoniti strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Občina bi nezakonito ravnala, če bi sprejela tak proračun, kakršen je bil predlagan. In to se dobro zavedate in tudi zato ste amandma pripravili. Pa pustimo, to bo še debata pri amandmaju lahko naprej. Tisto, kar je bilo že tudi sta in Jože in Cvetka omenila, oba dva predstavnika poleg mene iz Tuhinjske doline, zagotovo si želimo več investicij v našo dolino in tudi ta kolesarska povezava, ki je bila začeta tam tisti del od Srednje vasi pa do Log je verjetno premalo. Kdor se kdajkoli tam pelje, je kar v uporabi, sploh še del naprej do potoka, ki je v bistvu na črno, pa je kar dobro shojeno ali pa zvoženo tam gor. Ena stvar je še ostala odprej, ker mi je zmanjkalo časa. Pločnik v Buču od uvoza Hruševka do avtobusne postaje, jaz bi si srčno želel, da
da to ni edini del tega pločnika, ampak da je v planu celotna izvedba od začetka Buča, od Buč 1 naprej gor. Projekt je pripravljen bil, treba ga je seveda novelirati, treba je dobiti nova soglasja, ampak pomembna je celotna trasa, ker tudi v spodnjem delu vasi je kar nekaj otrok, ki že obiskujejo šolo ali pa jo bodo zelo kratko obiskovali. No. In mislim, da je tisto vink precej nevaren za udeležence v prometu, za pešce. Hvala. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Ja, hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz bi najprej izkoristil možnost, pa bi vsem kolegicam in kolegom svetnikom in celotni občinski upravi zaželel en miren in vesel Božič in pa vse dobro in srečno v novem letu, ki prihaja, da bomo nekako preudarni in pametni, kako bomo zapeljali našo občino naprej. Kar se pa tiče proračuna, pa sem ga, bom rekel, kar do dobra pregledal. In sicer imam nekaj vprašanj, morda pomislekov. Nekaj postavk je imelo, bom rekel, zelo slabo realizacijo, po mojem mnenju, in ena izmed takih, ki mi je tudi stopila posebej v oči, je vzdrževanje gozdnih poti. Zdaj jaz mislim, če je ta denar nekako namenjen, je fino, da se ga porabi. In tukaj se v bistvu pri teh gozdnih poteh tudi zvem od občanov, kar porajajo problemi, ker so pogosto uničene in jih uničujejo bodisi tudi s temi motornimi vozili in tako naprej. Potem imam vprašanje glede postavke Preskrvega muzeja. V prejšnjem proračunu je bilo zagotovljenih 5000 evrov, pa ni prišlo do realizacije. Zdaj me zanima, ali je to krivda na Veliki planini, ker zdaj za naprej v prihodnjem letu imamo tukaj 0, pa se mi zdi zelo velika škoda, glede na to, da je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kar velikega pomena, vsaj po mojem mnenju. Potem žalosti me tudi podružnična šola Gozd. Upam, da se bo ta stvar v prihodnosti premaknila, da se bo res zadeva realizirala. Zdaj zaenkrat se postavka tudi zmanjšuje. In pa upam, srčno upam, ker me en gospod iz Stavnika zelo velikokrat pokliče, da bo zdaj ta cesta res prišla na vrsto. Sem v odgovorih prebral, da je uvrščena v postavko poškodovanih lokalnih cest in javnih poti. Tudi nekako malo strahom, malo ne pozdravljam tole Ivarje, ker tukaj moramo biti zelo, zelo previdni, kako bo s to vrtino, ker zdaj v Kamniku zaenkrat, če pijemo zelo, rekel, dobro vodo, čeprav je velikokrat prihaja do problemov in je že onesnažena, ampak kaj šele bo, če te vrtine ne bodo okej in če se nam zgodi kakšna katastrofa, kot je že skoraj da bila. Veliko sredstev me pa tudi malo žalosti se jemlje Zavodu za turizem, šport in kulturo na področju turizma, kar po eni strani razumem, po drugi strani pa, če gledamo mogoče malo bolj strateško, ko se bo situacija umirila, bodo seveda turisti prišli in samo toliko, da ne bi mogoče zamudili kakšnih pomembnih projektov, promocij in tako naprej. Tako da toliko z moje strani, vse dobro. Hvala. Besedo ima Edi Srujovič. Hvala, župan, za besedo. Zdaj, glede na to, da med dvemi branji oziroma obravnavami ni šlo za neke bistvene posege, izvzemši sprostitve in pa dotoka večjih sredstev za občino, ki je bilo že pač prej omenjeno, je stališče praktično skoraj da je enako. Tu pa dodajam tisto, kar sem morda spustil v prvem branju. Prav je, recimo, da tudi podeželje dobiva tisto potrebno infrastrukturo, ki jo mora imeti. In nenazadnje aktivnosti glede na izgradnji ali pa nadgradnji oziroma updateu infrastrukture v Tuhinjski dolini vidimo, da je pač intenzivna, kar je pohvalno, kar je potrebno.
Mestno jedro in pa ta del, južni del Kamnika, seveda razumem, da to infrastrukturo potrebno, ki se sedaj izvaja v Tuhinjski dolini, že ima. Zato je toliko bolj pomembno, da je poudarek v južnem delu oziroma v tem delu, urbanem delu mesta na mehkih vsebinah. In tu ta sredstva, ki so predvidena, seveda, kot argument probam razumeti, da se je izhajalo iz tega zaradi COVID krize, da se zavodu jemljajo tolikšna sredstva. Mestno jedro, glede na to, kot pravim, da ima to potrebno infrastrukturo več ali manj, ponekod je pač potrebna, tudi obnove, je pa potrebuje več kot potrebno nadaljevanje te mehke vsebine. In če v tem trenutku tega ne moremo izvajati, je dobro, da to zdaj načrtujemo, da si naredimo nek vseobsežen plan, kako to izvajati in da v prihodnje seveda to potem vkomponiramo. Ne bi bojazen, ki jo ponovno poudarjam, ne bi želel, da bi zavod bil, jaz razumem, da seveda v nekem konsenzu in občina Kamnik in zavod določata smernice, narekujeta športu, turizmu, kulturi tudi sedaj, ampak malce drugačni obliki. Ampak, a veste, treba je pa tudi finančno te stvari podpreti, no. In razmišljati tudi o tem, upajmo, da bo nekoč tega konec, torej COVID krize, in tolikšno zmanjšanje pa je tisto, kar me morda malo skrbi. Vse ostale postavke so pa, kot pravim, nekatere potrebne, druge seveda načrtovane za naprej, tako da tako kot prejšnjič bom seveda tudi ta proračun podprl, je pa treba resno razmisliti o zmanjšanju sredstev in kako to nadomestiti. Morda bo potreben tudi kakšen rebalans. Hvala. Hvala, Edis. Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo in prav lepo vsi pozdravljeni. No, jaz sem vesela, da je v bistvu kar nekaj stvari nekako bom rekla, načrtovanih in se bodo izgradile, tako kot cesta Stovnik, za katero si prizadevam že kar nekaj časa. Poleg tega me pa še vedno, glede na vse to, mogoče nekako neke misli prevevajo, da še vedno ostanejo prioriteta urejanje šolskih varnih poti, ker vsi vemo, da so nemogoče razmere, vsaj krajevna skupnost, iz katere prihajam, je povsod samo hrib in dolina in tako naprej. Ceste so še vedno makadamske in bi bilo res potrebno nekako še pristopiti k tej prioritetni rešitvi. Okroglo, recimo, ena taka potratna cesta, ki izgubi veliko sredstev za vzdrževanje, poleg tega zakaj in še marsikaj bi se našlo. Bi si pa želela tudi asfalt vsaj do bom rekla, tiste prve postojanke na Veliki planini. V resnici pa bi mogoče še to rekla. Vem, da je 31.12.2021 nekako z državno uredbo določeno ta, bom rekla, predpis za ureditev odvajanja komunalnih vodov, ampak jaz nisem zasledila kakšnih sredstev za ta namen, večjih že ne. In bi mogoče vas opozarjala, kljub temu vem, da bo rebalans prav gotovo, ampak nekaj bo treba reči in doreči in pristopati tudi s finančno konstrukcijo, kajti, če bomo čakali še eno leto, da se severno odivarja nič v zvezi s kanalizacijo, s čistilnimi napravami in vsemi stvarmi, ki pritičejo zraven, smo spet nekako eno leto, bom rekla, v zaostanku. Ravno tako tudi dokončne izdelave vseh teh stvari, ki se dotikajo dokončanja kanalizacije, ki je kratko, ima mogoče krajšo pot, govorimo o Bistričici, zdaj samo še ena slepa pega tam ostane. Zato res mogoče moj pomislek in še vedno apel, da poskušamo res zavarovati, kajti mene skrbi vrtina 150 000 in potem po 120 naprej, ne bo rešila izvirnega, tistega osnovnega problema, to je onesnaženosti. In to smo dolžni in glede na to, da prehajamo v praznično obdobje, najprej Božič, potem 30. obletnica naše zgodovinske razglasitve samostojne Slovenije, potem pa še novo leto, jaz mislim, da moramo imeti nek cilj,
neko voščilo in obljubo vsem našim državljanom občine Kamnik z okolico, da bomo še naprej pili res čisto pitno vodo in tako tudi naši otroci in pa vnuki. Hvala lepa, srečno vsem. Hvala, Karla. Besedo ima še gospa Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Še enkrat zelo na kratko moram žal reči, da me ne preseneča izvajanje gospoda podžupana Aleksandra Uršiča, ker sem to pričakovala. Bi tukaj samo poudarila, da bi se isto oglasila, če bi se to zgodilo knjižnici Franceta Balantiča, osnovni šoli Marije Vere ali pa vrtcu Antona Medveda. Tako da pripomba je bila žaljiva in neumestna. Še enkrat, jaz sem lepo povedala, poudarila sem, vprašala sem na odboru v novembru, na seji v novembru in na odboru v decembru. Če bi bila zadeva res tako banalna in ne vem kaj še vse, potem verjetno tega amandmaja ne bi bilo, lahko bi šli mirno mimo in jaz bi danes pač glasovala proti, ker za tak proračun ne bi mogla glasovati. Zdaj ga bom podprla. Toliko o tem. Še enkrat, lepo je, fino je, da boste uredili, ko se boste prebrali poziv občini Kamnik, odvetniška mnenja, ampak potem naj to analogno velja za vse javne zavode, ker tudi presežki osnovne šole Frana Albrehta niso šli v sklad, pa še marsikakšni drugi presežki tudi ne. Potem bojo pač zavodi poslovali tako, da bojo presežke porabljali sproti in ne bo ostajalo nič. Toliko bi sam še o tem. Hvala. Srečno. Hvala, Alenka. Replika Aleksander Uršič, ki je bil omenjen. Izvoli, Sandi. Hvala za besedo. Jaz še enkrat poudarjam, tudi prebral sem 35. člen odloka o ustanovitvi. Se pravi, če je, mi bomo zdaj preverili, če je ta del nezakonit, bomo tudi to morali spremeniti. Po odloku zadeva naš predlog, naše razmišljanje je čisto na mestu. Hvala. Prihajamo na amandmaje. Prvi amandma predlagatelja vam je bil posredovan po elektronski pošti in ga bo predstavila gospa Katarina Vegl. Katja, izvolite besedo. Ja, lep pozdrav še enkrat. Zdaj predlog sklepa je, da predlagatelj predlaga, da občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021, druga obravnava, ki se glasi. Proračunska postavka 9223 materialni stroški glasbena šola se oblikuje v višini 12.000 evrov in proračunska postavka 9231 tekoče vzdrževanje glasbena šola se oblikuje v višini 3000 evrov. Sredstva se zagotovijo s povečanjem prenosa sredstev iz preteklega leta v višini 15.000 evrov. V odloku o proračunu občine Kamnik za leto 2021 prva obravnava in predlogu odloka v drugi obravnavi sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje za glasbeno šolo Kamnik niso bila zagotovljena, saj 35. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Kamnik iz leta 2015 v tretjem odstavku določa, da presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic, pa tudi za plače. Glede na odprta vprašanja porabe presežka prihodkov nad odhodki bo občinska uprava odlok o ustanovitvi javnega zavoda posredovala v presojo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v primeru ugotovitve neskladnosti z aktualno zakonodajo predlagala spremembo odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Kamnik. Razlog, zakaj se občinska uprava v prvem in drugem branju proračuna odločila, da se pač sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje za glasbeno šolo, da se ne zagotovijo direktno iz proračuna, je pa višina presežka prihodkov nad odhodki, ki na dan 31.12.2019 v glasbeni šoli znaša 112.790,56 evra.
Tako da predlagatelj predlaga, da občinski svet občine Kamnik sprejme predlagani amandma. Hvala. Hvala. Želi o amandmaju kdo razpravljati? Svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021, druga obravnava, ki se glasi: proračunska postavka 9223, materialni stroški glasbene šole se oblikuje v višini 12.000 evrov in proračunska postavka 9231, tekoče vzdrževanje glasbena šola, se oblikuje v višini 3.000 evrov. Sredstva se zagotovijo s povečanjem prenosa sredstev iz preteklega leta v višini 15.000 evrov. Glasujemo. Magister Urban Bregant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jarnej Markelj. Za. Ives Matjan. Za. Magister Šemso Mujanovič. Glasujem za. Duško Papoš. Za. Božo Pilej. Ančko Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Da. Žan Potočnik. Rodi Prosen. Glasujem za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Strujevič. Za. Matijas Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Branko Čapar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je amandma sprejet in prehajamo na drugi amandma predlagatelja, ki vam je bil posredovan po elektronski pošti in ga bo predstavila direktorica občinske uprave, gospa Maja Sušnik. Izvolite, besedo, Maja. Dober dan. Predlagatelj predlaga, da občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021, druga obravnava, ki se glasi: postavka 1350, stroški urejanja zemljišč, nakupi se poveča za 2 milijona evrov. Za enak znesek se poveča prenos sredstev iz preteklega leta. V načrtu razvojnih programov se projekt OB 043 do 20 do 0001, stroški urejanja zemljišč, nakupi, uskladi s spremenjeno višino postavke. Dejstvo je, da je občina Kamnik že pred časom podpisala z družbama Iskra Mehanizmi in Iskra Holding predpogodbo za nakup zemljišč na območju Smodnišnice. Vendar pa v predpogodbi smo navedli kumulativno pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bomo lahko sklenili tudi samo kupoprodajno pogodbo. Med njimi je izjava solastnika nepremičnine 489 v Kamnik, da ne uveljavlja predkupne pravice. To je družba Iskra že predložila. Potem je treba pri notarki Juditi Učakar Rženičnik deponirati izbrisna dovoljenja bank upnic za vpisane hipoteke. Ta izbrisna dovoljenja so bila danes sicer dostavljena v notarsko pisarno, vendar jih je potrebno še pregledati, najbrž tudi nekoliko dopolniti. In pa, da bo pravnomočno izvršen vpis brezplačne služnosti poti za hojo in vožnjo po parceli 1497/5 v Kamnik do teh zemljišč, ki jih kupujemo. Zdaj, tale vpis brezplačne služnosti nas pravzaprav ne skrbi zaradi tega, ker družba Hidden, ki je lastnica tega zemljišča, je z Iskro že podpisala to pogodbo služnostno, tako da notarka je že vložila predlog za vpis služnosti v zemljiško knjigo. Tako da dejstvo je, da kljub temu, da še ni sodišče izdalo sklepa, bi občina si upala iti podpisati tudi kupoprodajno pogodbo, vendar pa, kar se pa tiče izbrisnih dovoljenj bank upnic glede teh milijonskih hipotek, ki so na teh naših
nepremičninah, to pa je dejstvo, da moramo počakati, da bodo res ta izbrisna dovoljena taka, kot morajo biti. Poleg tega, ko bomo mi kupoprodajno pogodbo podpisali, vsi 4 pogodbene stranke, bo potrebno to pogodbo še predložiti Finančni upravi Republike Slovenije, da odmeri davek na promet nepremičnin. Zdaj, glede na to, da naslednji teden najbrž zelo veliko sodelavcev na Fursu bo manjkalo, jaz zelo dvomim, da bi zelo hitro dobili to odmero davka. Tako da mi predlagamo, seveda si bomo še vedno prizadevali, da bi to pogodbo dokončno speljali že v letu 2020, ker imamo v letu 2020 tudi zagotovljena sredstva za ta namen. Vkolikor pa to ne bo šlo, pa predlagamo, da se sprejme amandma, da se ta sredstva, dejstvo je, da kredit imamo že odobren, mi bomo ta sredstva dobili od banke, da se ta sredstva, vkolikor jih ne bomo zagotovili prodajalcema, da se ta sredstva prenesejo v leto 2021 in se takrat dokončno realizira ta kupoprodajna pogodba. Hvala lepa. Hvala. Želijo o amandmaju kdo razpravljati, torej svetniške skupine, svetnice, svetniki? Besedo ima Edis Rujovič. Hvala za besedo. Zelo kratek bom. Samo v amandmaju od prej navedenega, pa potem v enem stavku, vkolikor prodajalcev vsega omenjenega ne boste zagotovila v res zelo kratkem času. Ta dikcija zelo kratek čas, samo to me zanima, ali to je mišljen pač v tem letu, ne? Ali se to zamakne kam, ker če je to pač mišljeno v tem letu, ok, samo to vprašanje sem imel, ker mi ni bilo jasno v tem delu. Hvala. Direktorica, boste odgovorili, to je to. Letos očitno bo prej konc leta, preden bomo popisali, zato je varovalka to, da drug let s tem amandmajem naredimo. Še kdo? Ne, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021, druga obravnava, ki se glasi: postavka 1350, stroški urejanja zemljišč, nakupi se poveča za 2 milijona, za enak znesek se poveča prenos sredstev iz preteklega leta. V načrtu razvojnih programov se projekt OB 043-20-0001, stroški urejanja zemljišč, nakupi, uskladi se s spremenjeno višino postavke. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemsko Mojanovič. Glasujem za. Duško Papaš. Za. Božidar Pilej. Ga ni. Hančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rihtl. Za. Edis Rujovič. Za. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Zdaj bomo glasovali še o odloku v celoti, torej o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2021. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za.
Natalija Berlec, Za. Anton Iskra, Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Ives Matjan, Za. Mr. Šemso Mojanović, Glasujem za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Glasujem za. Juri Prosen, Za. Brane Kupel, Za. Edi Srujović, Za. Matija Sitar Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Glasujem za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Za. Žaklina Zdravković, Za. Gregor Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.